Tako, pred nami je zadnje srečanje z Bogom v letošnjem akademskem in šolskem letu. Prvo srečanje smo imeli lahko res v živo, tukaj na Rakovniku, potem pa je potekalo to naše srečanje preko spleta. Tokrat bo za odtenek drugačno. Povabil sem k temu našem zadnjem srečanju tudi katere so brate, mlade, ki bodo spregovorili o temah, ki so me v zadnjem času večkrat prišli tako na uho, da se mladi zanimajo za to. Tudi meni so se zdele teme, ki so jih mladi izpostavili, zanimive. In potem sem tudi prosil še druge, da se mogoče pripravimo prav po določenih temah, ki pa se nanašajo na naše krščansko življenje. Letos smo pri tem našem srečanju z Bogom poskušali razmišljati o sveti maši, bolj o duhovnem pomenu svete maše, kako svojo življenjsko zgodbo vključiti v mašo in v skrivnost, ki se pri sveti maši dogaja. Poskušal sem, da bi spoznali, kako lahko prav preko svete maše kristjani, katoličani rastemo kot ljudje vere, upanja in ljubezni. Danes pa, kot sem rekel, bo malo drugače, bomo pa poskušali odgovoriti na nekatera bolj praktična vprašanja. Za uvod sem si pa izbral eno misel, ki me je v zadnjem času nagovarjala in bi jo tudi zdaj z vami delil. Ljudje smo različni. Nekateri ljudje se bolj zanimajo za zgodovino in se v življenju naslanjajo na tradicijo. Drugi ljudje pa imajo rajši novosti in se ukvarjajo bolj z razvojem in spremembami. Mislim, da lahko različni ljudje drug drugega bogatimo, če se spoštujemo, če se imamo radi, če zanimanjem drug drugemu prisluhnimo in tudi drug drugega v spoštovanju sprejemamo. Nekje je Jezus dejal, da pameten gospodar prinaša iz zaklada novo in staro. Takole pravi: tedaj jim je Jezus dejal, zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Vedno sem v življenju spoštoval neko žlahtno tradicijo, po drugi strani sem pa tudi cenil ljudi, ki so imeli to sposobnost, da to tradicijo bogatijo glede na kulturo, v kateri živimo. Bili so vedno ljudje napredka, so bolj ljudje napredka, ljudje sprememb. V tem srečanju z Bogom bi rad predstavil, da probleme, ki jih bomo izpostavili, ali pa različne teme, ki jih bomo izpostavili, niso enoumni in da vsako vprašanje zahteva poglobitev in pa tudi večplastno razumevanje in reševanje problemov. Vsako zdravo razumevanje zahteva veliko potrpežljivosti, modrosti in razločevanja. In resnično verjamem v to, da je dar Svetega Duha, da lahko človek počasi odkriva resnico, ki pa mislim, da jo ne more, vsaj v tem svetu, nikoli čisto dokončno doumeti in razumeti. Vedno ostane resnica vsaj delček zakrita in zato tudi skrivnost. Upam pa, da nam bo nocojšnje srečanje pomagalo odstraniti tudi kakšno tančico, za katero se resnica tudi skriva. Vas res vabim k pozornemu poslušanju, potem pa tudi k molitvi, s katero bomo zaključili naše skupno srečanje. Moje ime je Gašper Otrin, sem duhovnik salezijanec. Moja tematika oziroma tisto, kar bi danes želel podeliti z vami, o čem razmišljati, je vprašanje prejemo obhajila na roke ali na usta. Gre za večno aktualno tematiko. Danes se mnogi sprašujejo, kaj je zdaj prav, smo v dilemi, gremo k maši, moramo Jezusa priti na roko ali na usta. To je bilo vprašanje, ki je dolgo stoletja.
In cerkev ga je skozi ta stoletja nam različno odgovarjala, z različnimi razlogi. Zato je pomembno, da ko razmišljamo o tem vprašanju, gledamo tako svetopisanski vidik, da gledamo zgodovino cerkve, da gledamo, kakšne so bile bogoslužne oziroma liturgične navade in pa kakšna je bila pastoralna praksa prejemanja svetega obhajila skozi stoletja. Evharistija je gotovo največji zaklad, ki ga cerkev ima. In s tem, ko rečemo največji zaklad, vemo, da je to Kristus sam. In hkrati to, kar je v cerkvi najbolj intimno, kar je njeno največje bogatstvo, je zanimivo to, da je hkrati najbolj odprto vsem. Evharistija je zakrament, ki je najlažje dostopen prav vsem. Ne vemo za krst, rabimo neke priprave, se moramo napovedati, se moramo tam pri župniku dogovoriti, pirma, bolniško mazilje, ne moramo povedati neke razloge. Za obhajilo pa vemo, da če v našo župnijo pridejo neki tujci, ki jih ne poznamo, lahko mirno gredo k svetemu obhajilu. Nihče jih ne vpraša, s kje si pa ti, a si kristjan, a pristopaš vedno k obhajilu, ampak je obhajilo vedno odprto, cerkev po celem svetu odpira svoje vrata vsem vernikom. Torej, kar je najbolj intimno v cerkvi, to je Kristus, je hkrati najlažje in vsem dostopno. Zakaj? Ker je Kristus res hotel biti za vse. Ker je Kristus hotel biti, ne postavljati nekih omejitev, da lahko pridemo do tega kruha odrešenja. Seveda bomo pri tem poudarili, da je treba Evharistijo vedno prejemati dostojno in z pripravljenim srcem. Na zakrament ne moramo gledati ozko in tehnicistično. Ne gre zgolj za to, a zdaj prejemo obhajilo na usta, ali z levo roko, ali z desno, ampak se moramo zavedati, da je Evharistija globoko povezana ne z načinom prejemanja, ampak z mojim življenjem. Sveti Janez Hrizostom v 4.-5. stoletju je napisal eno tako lepo meditacijo prav o tem, kaj je Evharistija. Boste lahko znotraj, če boste brali med vrsticami, zmogli zaznati in začutiti tudi srž problema, ki se danes v cerkvi pri nekaterih pojavlja. Želiš počastiti Kristusovo telo, poskrbi, da ne bo predmet zaničevanja v tvojih udih, to je v revežih, ki nimajo pokrivala. Ne časti ga tukaj v cerkvi s svelinim blagom, medtem ko zunaj zanemarjaš reveža, ko trpi mraz in nagoto. Tisti, ki je rekel, to je moje telo, je rekel tudi, videli ste me lačnega in me niste nasitili. In resnično vam povem, kolikor niste storili enemu teh najmanjših, meni niste storili. Kristusovo telo, ki je na oltarju, ne potrebuje plašča, potrebuje čiste duše, medtem pa ima tisti zunaj potrebo po oskrbi. Naučimo se torej misliti in častiti Kristusa, kot on želi. Največja čast, ki jo lahko namenimo njemu, ki ga želimo počastiti, je tako, kot on hoče in ne tako, kot bi to radi mi počeli. Tako mu tudi ti izkaži čast, kot on želi, deli svoje bogatstvo z ubogimi. Bog ne potrebuje zlatih vas, ampak zlate duše. Pomisli na Kristusa v romarju, ki potrebuje streho nad glavo. Brani se sprejeti Kristusa, ki je v romarju, a kar si štla stene in stebre svetega prostora. Z zlatimi verigami obešaš lestence, a ne greš obiskat njega, ki je v verigah v zaporu. Nihče ni bil nikoli obsojen, ker ni poskrbel za lepšanje svetišča, kdor pa zanemarja ubogega, je obsojen na večni ogenj in na mučenje demonov. Svet Janez Hrizostom, 4.-5. stoletje, torej ne edini, eden od mnogih svetnikov in cerkvenih očetov, zazna, kaj je pravzaprav pomen Evharistije v cerkvi. Evharistija je tista, ki te, dragi kristjan, odpira navzven. Ni samo za tvojo intimnost, da boš ti pobožen, ampak te odpira k sočloveku. Če gremo gledati svetopisanski in zgodovinski vidik, kako se je razvoj prejemanja Evharistije pravzaprav razvijal. Celotnost daritvenega obreda, pomen kruha in vina, zahteva pravzaprav obhajilo pod obema podobama. Kristus ni rekel samo vzemite in jejte, ampak je rekel tudi vzemite in pite od njega vsi. To je moje telo, to je moje kri, ki se daje za vas. Torej, že tukaj naletimo na problem, a danes pravzaprav se obhajamo pravilno, ko prejmemo samo Kristusovo telo. Bomo potem videli, da se obhajamo pravilno, ker Kristus je navzoč v celoti, tako kot podobo kruha, kot vina, ampak v zgodovini cerkve so tudi to razumeli oziroma prakticirali na različne načine. Apostoli in prvi kristjani so zvesti Kristusovemu naročilu in so se obhajali pod obema podobama. To beremo v prvem pismu Korinčanom
in ta način obhajanja, tako pod podobo svetega rešnjega telesa in krvi, je do danes ohranila vzhodna cerkev, pravoslavna in druge cerkve. V zahodni cerkvi, torej pri nas na zahodu, pa prenehajo obhajati vernike pod obema podobama približno v 12. stoletju iz večjih razlogov. Eden je bil higienski razlog, drugi je bila alergičnost na vino in pa tudi nevarnost razlivanja rešne krvi. Potem kaj se zgodi? Rečemo, da obhajilo pod eno podobo vsekakor ne osiromaši tega, da je spremem Kristusa v celoti. To je dejstvo in to je jasno in tega nihče ne zanika. Ampak, recimo, že dejstvo, da so od 4. stoletja, recimo, ko so obhajali mašo samo v nedeljah, verni laiki vzeli Kristusovo telo na svoj dom, da so imeli telo pod Kristusovo hrano tudi skozi teden. O tem nam govori Hipolit, učenec, duhovnik v rimskem času v 4. stoletju. Torej vidimo že v začetku cerkve, da Evharistija je dostopna vsem. Torej verni laik vzame Kristusa na svoj dom in je od hrane življenja v času tega tedna, ker v tem tednu ne bo maše. Maša bo šele v nedeljo. V prvih stoletjih krščanstva torej so pristopali k obhajilu, prejemali Kristusovo telo na roke. Vedno na roke. In o tem imamo različna pričevanja. Papež Kornelij, sveti Ciprijan, sveti Avguštin, zanimivo pričevanje Cirila Jeruzalemskega, ki je bil cerkveni učitelj v 4. stoletju in poučuje svoje vernike in pravi: ko se približuješ, ne steguj dlani in ne razširjaj prstov, temveč nastavi levo roko kot prestol desni, ki bo prejela kralja. Ko delivec obhajila pokaže hostijo in reče: Kristusovo telo odgovori amen. Primi hostijo in se obhajaj. Ciril Jeruzalemski, cerkveni učitelj 4. stoletja. Potem se pa vprašamo, so bili res mnogi svetniki, mučenci prvih krščanskih stoletij, bogoskrunci, tisti, ki so zakrivali greh bogoskrunstva, če so prejemali Kristusovo telo na roko. A so bili bogoskrunci sveta Monika, sveta Agata, sveta Felicita, sveta Perpetua in drugi iz prvih stoletij, ker so si dovolili prejeti Kristusa na roke? Jaz bi rekel, da ne. Znan je tudi primer mladega svetnika, svetega Tarcizija ali Tarzicija. Smo tudi tam v 3. stoletju, v prvem krščanskem obdobju. On je bil najstnik, laik, niti diakon, niti še manj duhovnik, ki je nosil obhajilo kristjanom v zapor. Torej, ne ti duhovnik, ampak nekdo, ki je laik, mladostnik, nosi Evharistijo kristjanom v zapor. V zahodni cerkvi je bilo do 9. stoletja obhajanje na jezik že počasi uveljavljeno. Torej, prvih 10 krščanskih stoletij, lahko rečemo, je potekalo obhajilo na roko. Potem pa se začne obhajilo na jezik. Zakaj? Bolj redko in redko so kristjani pristopali k obhajilu in mišljenje v ozadju je bilo, s tem, ko ga bodo prejeli na jezik, bodo lahko bolj počastili Kristusa, bodo imeli večjo spoštovanje in pobožnost do Kristusovega telesa. Tudi so do 9. stoletja verniki prejemali obhajilo stoje, nikoli kleče. Celo Nicejski cerkveni zbor 325. leta je prepovedal klečati, ko prejmeš Evharistijo. Zakaj? Zato, ker je Kristus vstal od mrtvih in nedelja je dan vstajenja. In ti kristjan, velikonočni kristjan, stojiš na nogah in si ponosen na to, da je Kristus vstal od mrtvih. In v zahodni cerkvi torej začne počasi, tam smo v 10., 11. do 16. stoletja, izginjati obhajilo stoje in se uveljavlja prejemanje kleče in na usta. Tudi praktični razlog tega poklekanja je duhovnik, če bi manjšal, tako je lažje obhajal vernika, ki je pokleknil pred Kristusa. Papež Benedikt XVI pravi, drugi vatikanski koncil so nove binkošti. In pravi tudi, v tistem času je papež Benedikt, ko je bil drugi vatikanski koncil, 1962 do 65, kot teolog in izvedenec. In potem kasneje, ko je bil že papež, pravi, da na drugem vatikanskem koncilu problem, ki nastaja, je, da gremo v dve skrajnosti. Prvi problem je, tisti, ki gojijo hrepenenje po starih časih. Torej, da bi bilo kot nekdaj, kot v srednjem veku, kot je rekel Tridentinski koncil, kot so rekli nekatere tradicije zdaj v zadnjem času,
in pa tisti, ki prehitevajo. In zdaj, če rečemo, dragi papež Benedikt, zaslužni, mi ne želimo biti tisti, ki ostajajo v zadnji, ne želimo prehitevati, želimo upoštevati drugi Vatikanski koncil, o katerem si ti rekel, da so nove binkošti. In kaj pravi drugi Vatikanski koncil glede obhajanja na roko ali na usta? Prvo kot prvo, drugi Vatikanski koncil uzakoni, da je bogoslužje zadeva celotnega božjega ljudstva. Torej, ti, dragi verniki, prideš k Evharistiji, nisi samo nek pasivni poslušalec tega, kar duhovnik dela pri oltarju, razumeš tako ali tako nekaj v latinščini, ampak postaneš aktivni del tega bogoslužja. In ga moraš tudi razumeti. Ker liturgija ima v sebi tiste dele, ki so nespremenljivi, in to je postavitev besede, ki jih je izrekel Kristus, ki jih ponavlja duhovnik, in druge stvari, ki jih cerkev lahko in mora skozi svojo zgodovino spreminjati, zato da verniki lažje razumejo skrivnost, ki jo prejemajo. In to se tiče torej tudi prejemanja svetega obhajila. Mašna knjiga Rimski misal, ki se debela knjiga, ki jo gledamo gor na oltarju pri sveti maši, pravi, da imajo dušni pastirji nalogo, da vernike poučijo, da ima cerkev glede delitve zakramenta ob njihovem neokrnjenem bistvu oblast določati in spreminjati, o čemer sodi, da je prav, da bodo zakramenti bolj spoštovani in tisto, kar bo koristilo njim, ki jih prejemajo. Pomeni, če je koncil pred 50-60 leti spoznal, da je zate vernik, bolje, da liturgijo razumeš v domačem jeziku, da prejemaš Evharistijo na roko, potem si, dragi vernik, dolžen to tudi upoštevati. Seveda pravi, da lahko prejemaš Evharistijo tudi na jezik. Sam pa se odloči, kaj je zate najbolj prav, kako boš Kristusa najbolj vredno prejel. Drugi Vatikanski koncil, kaj se je zgodilo? Spet je uvedel, da je dovoljeno obhajilo pod obema podobama. Torej v srednjem veku, zadnjih 500 let pred koncilom, obhajilo samo pod eno podobo. Ampak, dragi vernik, zate je Kristus določil, pite in jejte od tega vsi, to je moje telo in moja kri. In drugi Vatikanski koncil pravi, črpati moramo iz tistih izvirov naše vere iz Kristusa samega, iz prve cerkve, in tebi, dragi vernik, dati to, kar Kristus zate želi. In to je, da prejmeš njegovo telo in njegovo kri. In tukaj potem drugi Vatikanski koncil točno določil, v katerih primerih in kdaj in na kakšen način se lahko prejme obhajilo pod obema podobama. In mi tudi to, tudi ko vodim duhovne vaje z otroki, prakticiramo. In praksa je zelo bogata, zelo lepo otroci to doživljajo, nobenega spakovanja, nobenega smejanja, ampak globoko doživijo to navzočnost Kristusa tudi pod podobo vina. O tem govori tudi katekizem Katoliške cerkve. 2 leti pozneje, potem ko je bil Vatikanski koncil drugi končan, smo v letu 1967, se je smelo spet prejemati obhajilo stoje in nič več samo kleče pri obhajilni mizi. Leta 1969, še 2 leti kasneje, je bila tudi pri nas, ker to določa škofovska konferenca, izbira, ali prejmeš Kristusovo telo na roko ali na jezik. Torej ti, dragi vernik, lahko izbiraš. Nihče ni obsojen, če prejme Kristusovo telo na roko. Nihče ni obsojen, če prejme Kristusovo telo na usta. Ti sam presodi, na kakšen način ga boš prejel. Tudi je možno sprejeti obhajilo 2-krat isti dan, od leta 1973 naprej, seveda pod določenimi pogoji. Navodila dokumenta koncilskega Memoriale Domini glede delitve obhajila na roko so zelo jasna. Pravijo, da se vernik svobodno odloči za en ali drugi način prejemanja obhajila, da mora spoštovanje do Najsvetejšega s tem rasti, da delivec obhajila položi hostjo obhajančevo dlan in pazi, da drobci posvečenega kruha ne bodo padali na tla. Torej, določila jasno povejo, da je treba veliko pozornosti vložiti v obhajanje na roko, da moramo biti pri tem zelo spoštljivi. In po cerkvenih določilih torej sta oba načina obhajanja popolnoma enakovredna. Ampak nekateri celo pravijo, da so objektivni razlogi na strani obhajanja na roko. In pravijo, ta način prejemanja obhajila je prvotnejši, izvira iz prve cerkve, je lepši, je bolj slovesen.
Bolj vidno kaže na to, da je Evharistija hrana. Ko mi jemo, nobeno ne polaga hrane v usta, ampak jo nesemo sami. Razodeva večje spoštovanje do obhajencev. Hrano damo otroku v usta, nekomu, ki je boven, nekdo, ki je pa zdrav, se obhaja sam. Prejemanje obhajila naj bi verniki torej stali v vrsti, s tem, ko se premikajo proti oltarju, je cerkev, ki potuje, tisti, ki so prej v procesiji prinesli kruh in vino, ki sta postala Kristusovo telo in kri, sedaj hodijo v procesiji k temu kruhu, spremenjenemu kruhu, Kristusovemu telesu, da ga prejmejo spremenjenega nazaj v svoje življenje. Konkretno to pomeni, če obhajilo samo pod podobo kruha, mašnik vsakemu pokaže nekoliko dvignjeno hosto in reče Kristusovo telo. Obhajenec odgovori amen in prejme zakrament v usta ali kjer je dovoljeno na roko, kakor želi. Obhajenec takoj po prejemu sveto hostjo v celoto zaužije. In to pravi ureditev rimskega misala. V praksi vemo, da potem, ko prejme sveto obhajilo, ali pokleknem prej, ali klečim potem v klopi, izražam spoštovanje do Kristusa, ki sem ga prejel, da najbrž Kristus ne šteje sekund od tega, koliko je minilo, ko sem je zaužil Kristusovo telo, do trenutka, ko bom v svoji klopi ga počastil, ali pa če pokleknem tam direktno pred duhovnikom oziroma pred Kristusom, ampak gleda na to, kakšno je tistem trenutku moje srce, ko sem ga prejel. Ne na sekunde, ki so pretekle od prejema Evharistije, dokler jaz ne pokleknem ali ga kako drugače počastim. In moram v tej tihoti, molitvi, počastiti Kristusa v svojem srcu, ki sem ga prejel. Za konec, telo kristjana je s krstom posvečeno. Mi smo postali tempelj Svetega Duha. Apostol Pavel, prvo pismo Korinčanom, pravi, vi ste tempelj Svetega Duha. Torej, moje telo, moje usta, moja roka, moja noga je tempelj Svetega Duha. Roka ne bolj kot usta ne bolj kot roka. Moje telo. Celo pravi apostol Pavel v pismu Efežanom, da smo udje Kristusovega telesa. In jezik tako ni nič bolj svet kot roka. Tisto, kar nas želijo v zadnjem času nekateri učiti, je to, da so roke nečiste, je to, da je nevarnost obhajanja na roko, je to, da je pravilno obhajanje samo na jezik. Ampak naj vam preberem en del pisma, ki ga apostol Pavel, evangelist Marko napiše prav o tem, o tistih, ki pravijo, da je pomembno, kako se obhajam navzven in ne tisto, kar je v mojem srcu. Tisti čas so se okrog njega zbrali farizeji, nekateri pismovki, ki so prišli iz Jeruzalema in videli so, da nekaj njegovih učencev je z obredno nečistimi, to je neumitimi rokami. Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila prednikov in ne jedo, če si prej skrbno, ne umijejo rok. Tudi ničesar strga ne jedo, če se prej ne umijejo. In še mnogo drugega se držijo po izročilu. Umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce. Zato so ga farizeji in pismovki vprašali, zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu prednikov, ampak jedo kar z nečistimi rokami. Odgovoril jim je, prerok Izaija je prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano. To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce daleč od mene. Toda za manj mi izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi. Božjo zapoved pa opuščate in se držite človeškega izročila. In spet je poklical k sebi množico in govoril, poslušajte me vsi in doumite. Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride van, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. In če ste brali med vrsticami to, kar Kristus govori in prenesli tudi v današnji čas, za tiste, ki se prizadevajo in pravijo in govorijo proti cerkvenemu nauku drugega Vatikanskega koncila in proti prvim tradicijam cerkve, je stvar lahko zelo jasna. Za koga gre? Gre za hinavce in gre za tiste, ki ne poznajo nauka cerkve. Sklepni povzetek, 3 točke. Prvič, problem prejemanja Evharistije ni v naših rokah, ampak v naši notranjosti. Drugič, zgodovina in tradicija je glede načina prejemanja zakramenta dovolj zgovorna, zelo jasna. Obhajanje na usta nima nobene večje vrednosti in ne izkazuje nobene večje pobožnosti, kot je prejemanje na roko. O tem zgledi mnogih svetnikov in drugih. Tretjič,
Cerkveni nauk je glede tega jasen in stališče katoliške cerkve in učiteljstva je glede tega jasno. Vsak vernik se mora svobodno odločiti za en ali drugi način. In oba načina delitve prejemanja sta enakovredna. Torej tebi kot vernik je prepuščeno, da spoznaš, kako lahko Gospoda počastiš s svojim srcem, stoje ali kleče, z jezikom ali z roko. Živijo, jaz sem Danijel Kokar in sem letos v prednovicijatu pri Salezijancih na Rakovniku. Rad bi vam mogoče še bolj podrobno predstavil vlogo cerkvene glasbe in mogoče tudi mnenje cerkve, pa kakšnih liturgistov, kaj sploh pomeni cerkvena glasba, kaj sploh pomeni cerkvene glasbe v liturgiji. Se mi zdi, da je glasba v cerkvi zelo pomembna in je skoraj nepogrešljiv del tega. Sveti Avguštin pravi, da je petje stvar ljubezni. Pokojni gospod Marjan Smolik v svoji knjigi Liturgika pravi, da je po prepričanju prvih kristjanov petje znamenje veselega srca in da je sama vloga glasbe znamenje veselje odrešenja. To pomeni, ko pojemo, to pride iz naše globine neko veselje odrešenosti. Kot tudi papež Benedikt, zasluženi papež Benedikt XVI, piše v svoji knjigi Duh liturgije, da je cerkvena glasba kot karizma, dar duha. Poudarja, da je petje cerkve navsezadnje izhaja iz ljubezni do Boga in Sveti Duh je ljubezen. In Sveti Duh ustvarja pesem. In če citiram, in kar se tiče cerkve, ki prepeva, moramo zapaziti isto povezavo nepretrganosti in prenove. Konec citata. Kar pomeni, Sveti Duh ohranja, Sveti Duh prenavlja, Sveti Duh gradi in Sveti Duh ruši. Seveda je treba upoštevati tradicijo, tradicionalne inštrumente, orgle. Tudi sam sem igral orgle in mi je ta glasba pri srcu. Gregorijanske korale, ki so že leta in leta v cerkvi, ljudske pesmi, ki bogatijo bogoslužja, vendar moramo biti odprti Svetemu Duhu, da da pečat temu času, v katerem živimo. In ne gre tukaj za skrunitev neke tradicije, ampak gre preprosto za bogatitev tradicije, za dodajanje nekega znamenja tega časa, v katerem živimo. Moramo pa biti pozorni na ljudske pesmi, te pesmi, ki nastajajo danes, da je vsebina mora biti izhajati iz molitve in nas mora pripeljati k Bogu. Mora biti primerna delu svete maše, mora biti primerna liturgičnemu času. In se mi zdi, ko gledam mlade danes v cerkvi, da je mogoče, ne razumem, zakaj bi zatrli še dodatno obogatitev cerkvene glasbe s pesmimi, ki imajo res vsebino, ki nagovarja, ki ima res vsebino, ki je pravoverna, ki je vsebino, ki spada k liturgičnemu času. Danes imamo pesmi za oratorije, danes imamo pesmi za večerne molitve, jutranje molitve, za slavljenja. Zadnje smo se pogovarjali z nekim slovenskim eksorcistom, ki pravi, da je slavljenje kot oblika molitvi ena izmed najlepših oblik, kar Gospoda lahko sploh damo, počastimo. Ker pri tej molitvi je vse, kar je to, da Boga slavimo. In kaj še lepšega od tega? In se mi zdi, da je treba tudi mlade spodbujati, nove ustvarjalce, tisti, ki imajo dar in so prežeti s krščanskim duhom, je treba spodbujati, naj pišejo pesmi, ki bo primerna liturgiji in se bo lahko tudi kasneje uporabljala. Konstitucija o svetem bogoslužju drugega Vatikanskega koncila pravi, da gre velik pomen orglov na piščali, ki so tradicionalni inštrument
a priznava tudi druge inštrumente, če so le ti primerni za liturgijo in povzdigujejo čas svetišča in zares gradijo občestvo. Danes imamo toliko mladih, ko hodijo v glasbene šole, so veliko bolj izobraženi glasbeno, že mladi, kakor kdajkoli prej. In kje je boljše mesto kot v cerkvi, kot v skupnosti, kjer lahko razvijajo svoje talente. Z vsemi inštrumenti. In če smo prej govorili, glasba je stvar veselja in glasba je stvar ljubezni in slavljenja do Boga, se mi zdi, da zaviramo talente mladih, ki v bistvu imajo možnost razvijati talente in te talente tudi dajati, kar Gospod želi od nas. On je te talente dal, naša naloga pa je, da jih razvijamo. In se mi zdi, da to treba spodbujati. Celo v Svetem pismu piše v Psalmu 98, igrajte Gospoda na citre z glasom pesmi. V Psalmu 150, hvalite ga z glasom oroga, hvalite ga s harfo in citrami, hvalite ga z bobnom in plesom, hvalite ga s strunami in flavto, hvalite ga na cimbale zvočne, hvalite ga na cimbale doneče. Kar pomeni, da so ljudje že v preteklosti uporabljajo vse inštrumente pa glasbila, ki so jih imeli pri sebi, da so slavili Boga. In so David se celo plesal pred Gospodom, 2. Samuelova knjiga, 6. poglavje, 5. vrstica. David in vsa Izraelova hiša sta rajala pred Gospodom ob vseh glasbilih iz cipresovine, ob citrah, harfah, bobnih, kragulčkih in ob cimbalah. In bi tudi rekel, da je treba mlade res spodbujati in ustvarjalce in tudi cerkev se mi zdi, da v zadnjih letih je cerkev pridobila eno veliko bogatitev in predvsem s pesmimi, ki so res vsebinsko izredno bogate, nas lahko pripeljejo k Bogu in pri kateri sodelujo različna glasbila. In na sodoben način v jeziku tega časa, kjer smo, pomagajo nam veliko mladim, poznam ogromno in sem bil ogromno na duhovnih vajah in v stiku z mladimi in tudi sam se mi zdi, da sem še kar mlad pri 19 letih, približati s pesmijo in pomagati, da spostavimo en oseben odnos z Bogom. Dotaknil bi se tudi liturgičnega jezika, zakaj imamo maše v našem jeziku, v slovenščini v tem primeru, zakaj ne v latinščini. Bi najprej citiral gospoda Smolika v liturgiji, tuj jezik morda prek prevajanja doseže, da izvemo, kaj hoče nekdo povedati, nikakor pa ne more doseči istega povezovalnega učinka, kot ga doseže domača beseda. Kar preprosto pomeni, da ko ljudstvo odgovarja, če odgovarja v svojem jeziku, je veliko več možnosti ali pa na tak način, da to besedo res ponotranji. Se mi zdi logično, da če ti govoriš v nekem jeziku, ki ga sploh ne razumeš, je težko te stvar ponotranjati. Tudi pomembno je, Jezus je tudi v tistem času govoril v aramejščini, postavil je sveto Evharistijo v aramejščini, delal je čudeže v aramejščini, ozdravljal je v aramejščini in predvsem s tem razlogom, da so ga ljudje razumeli, kaj počel. Kasneje se je sicer to spreminjal, v liturgiji potem je postal liturgični jezik grščina, ki je bil svetovni jezik, potem v 4. stoletju latinščina. Po letu 963 pa sta brata sveti Ciril in Metod poskušala približati našim prednikom sveto doritev v njihovem jeziku. In predvsem iz tega razloga, da bi lažje razumeli, kaj se dogaja. Zaradi njune dediščine so vsaj nekaj pravic domačemu jeziku pridobili katoličani pred vojni v Jugoslaviji, ki so smeli leta 1934 prijemati vse zakramente v domačem jeziku. In tudi ena zanimivost je to, da tudi pri latinski maši sta se smela berilo in evangelij brati v domačem jeziku. Res je, da je v cerkvi velikokrat prišlo do raznih poskusov prevajanja iz latinščine, iz drugih jezikov v domači jezik, ampak je prišlo tudi do mogoče osiromašanja vsebine. Potrebe
po tem, da se prevaja v domači jezik, pa je predvsem prišlo pri misionarjenju. To pomeni jezuiti, primer jezuitov, ki so hodili po deželah, so opravljali svete daritve, svete maše v svojem liturgičnem jeziku. In ko so videli, da ta praksa ne obrodi nobenih sadov, so videli, da je velika potreba, da začnejo napravljati svete maše v njihovem jeziku, ker drugače to ljudstvo sploh ne bodo razumela in sploh se ne bodo mogla spoznati, kdo je Jezus, njegovo življenje, kaj je cerkev, kaj je vera. In če mogoče primerjamo bogoslužja, kaj imamo danes in kaj je bilo, bi izpostavil primer in značilnosti misala Pija V. leta 1570. In značilnosti so takrat bile, da je bilo ljudstvo povsem pasivno. Duhovnik ni potreboval nobenega bralca, beril, psalmistov, niti ljudstva. Vse je bral samo v latinščini, obrnjen s hrbtom proti ljudstvu, velikokrat pol tiho, tudi če bi razumeli latinsko, ne bi nas slišal. In pri slovesnejših mašah je zbor prepeval mašne speve, ljudstvo pa je molilo rožni venec. To pomeni, da med duhovnikom in ljudstvom ni bilo pravega dialoga. In tako je na primer šele papež Pij VII ob reformi Velikega tedna 1955 na obredih Velikega petka rekel, naj duhovnik in ljudstvo molijo skupaj Oče naš v latinščini. Z uvedbo domačega jezika 1265 pa je ta molitev postala molitev vseh. Drugi Vatikanski koncil pa je dal poudarek kot cerkev, kot skupnost, kot občestvo in na nek način še bolj poudaril vlogo laikov, božjega ljudstva. Zato se tudi spremenil bogoslužni jezik, da so lahko laiki sodelovali in bili dejavni pri sveti maši, in zato se tudi duhovnik obrnil proti ljudstvu. Cerkev se je v bistvu prizadevala, da verniki ne bili samo tujci pri sveti daritvi, da ne bili samo nemi in pasivni gledalci, ampak da bi lahko spoznali, kaj se dogaja pri daritvenem oltarju, pri vsaki sveti maši, in da bi to skrivnost v obredih in molitvah bolje razumeli. Hvala lepa za povabilo Klemenu in z menoj boste danes bomo odkrili eno tako temo, zakaj upoštevamo papeža in cerkev in posledično tudi škofe. Zdaj se najprej predstavim, sem Tomaž Stojc, pa sem salezijanec, pa bi vas res rad povabil, da tudi po tem srečanju ali pa kadarkoli tudi odpremo katekizem katoliške cerkve, potem dogmatično konstitucijo o cerkvi, zakonik cerkvenega prava, pa tudi sveto pismo, iz katerega sem veliko povzemal za to vprašanje, za to temo, ker me res zelo nagovarja v teh časih, najprej kot salezijanca, potem pa tudi kot vernika, kakšen odnos imamo verniki in pa tudi drugi služabniki cerkve do papeža, škofov, pa tudi do vseh koncilov, verskih resnic, ki so bile povedane, izdane in resnično, kako se do njih obnašamo, imamo odnos do njih. Na začetek bomo vstopili v sveto pismo, ko Jezus da ključe Petru in takole pravi: jaz pa ti povem, ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva in karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Vidite, evo, Peter, naslednik Jezusa, danes rimski škof, je tudi njegov naslednik, in potem papež z pomočjo škofov vodi zaupano mu ljudstvo. Predno pa spoznamo bistvo poslanstva papeža škofov, pa si bomo najprej ogledali Božji načrt, ki ga je imel Bog, da je postavil cerkev, znotraj katere dobijo poslanstvo in pa smisel papež in škofje.
Pred rojstvom cerkve smo tam nekje v Stari zavezi, lahko vidimo, kako si Bog izbere izraelsko ljudstvo. To ljudstvo on izbere zato, da bi ga posvečeval in zveličal, ne posamič, ampak, kot sem rekel, kot ljudstvo. In že prerok Jeremija pravi, glejte, pridejo dnevi, govori Gospod, ko sklenem s hišo Izraelovo in hišo Judovo novo zavezo. Svojo postavo položim v njihovo notranjost in zapišem v njih srca, jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Vidite, preko zgodovine izraelskega ljudstva Bog pripravlja mesto in prostor, kamor pošlje potem svojega sina, Jezusa, ki potem svojo krvjo ustanovi cerkev. Preko krvi tako ljudstvo Stare zaveze postane izvoljeni rod, kraljevo duhovništvo, svet narod, pridobljeno ljudstvo, ki nekdaj niso bili ljudstvo, zdaj pa so Božje ljudstvo. Preko Kristusove krvi, vstajenja in prihoda Svetega Duha, smo na skrivnostni način napravljeni za sveto telo, ki je cerkev. In tako začetkom Jezusovega delovanja, že ko pošlje Bog svojega sina na svet, se začne to odrešensko delovanje. Imamo nekje vzbrsti začetek cerkve. In potem vemo, kako Kristus da Petru, kot smo slišali, ključe nebeškega kraljestva in znotraj cerkve, kateremu pripadamo od krsta, Kristus ustanovi različne telesne, se pravi službe, naravne službe. Jezus Kristus svojo cerkev postavi na temelj apostolov, katerih nasledniki so danes škofje. In kaj je zelo zanimivo, da pa bi bilo škofovstvo ne samo eno in nedeljeno in načelo ostalih apostolov, da v svetega Petra in v njem postavil trajno in vidno počelo ter temelj edinosti vere in občestva. Papež, tako naslednik apostola Petra in namestnik Kristusa, naslednik apostola Petra in namestnik Kristusa. V njem je temelj edinosti tako škofov, kakor tudi nas, množice vernikov. In v svoji moči, ki jo prejme, ima popolno, vrhovno in vesoljno oblast nad cerkvijo in mora to oblast vedno svobodno izvrševati. Pridemo k škofom, to so nasledniki apostolov, kateri so jim izročili svoje lastno učiteljsko mesto in da bi se evangelij v cerkvi ohranil zavedno, neokrnjeno in živo. Tako so škofje povezani s papežem v telo škofov ali v zbor škofov. Imajo oblast in jo izvršujejo le, če so povezani z rimskim škofom, Petrovim naslednikom. Cerkev je preko temelja apostolov, njegovo poslanstvo v svet in svetega duha, ki ohranja ter naprej izroča nauk apostolska. In glejte, preko vseh papežev, škofov in drugih sodelavcev, duhovnikov, verskih sodelavcev, pridemo k razlaganju resnic evangelija in Božjega razodetja. Tako se je v cerkvi izoblikovalo cerkveno učiteljstvo, ki je naravnano, da bedi nad tem, da Božje ljudstvo ostane v resnici, ki osvobaja. In ko govorimo o razlaganju verskih resnic, je Kristus obdaril pastirje, tako škofe, tako papeža, s karizmo nezmotljivosti. To pomeni, da ima v svoji moči rimski škof, glava škofovskega zbora, kadar govori kot vrhovni pastir in učitelj vseh kristjanov, ko gre za potrjevanje bratov v veri in ko dokončno razglasi nek nauk, gre za nezmotljivost in ko govori iz mesta ex cathedra. In poglejte, cerkev ne obstaja samo s škofi, duhovniki, papežom, ampak pridemo k vernikom. Po krstu postanemo del cerkve, telesa Kristusa, ne postanemo neki člani, podporniki, ampak udje cerkve.
In pri tem sprejmemo vse, od začetka cerkve do danes. Ni to, da gremo v Mercator, pa bomo tam kilo grozdja vzeli, pa bomo vzeli kilo mandarin. Ko postanemo del Kristusovega telesa, sprejmemo vse, tako dobre in slabe stvari, kar cerkev v sebi nosi. In poslanstvo vernikov je, njihova naloga, da kadar cerkev po svojem vrhovnem učiteljstvu kaj predlaga v verovanje kot od Boga razodeto in kot Kristusov nauk, tedaj se morajo takšnih definicij oklepati s poslušnostjo vere. Ko sem prej govoril, kadar je razglašen kakšen verski nauk, dogma, glede koncila, vernik mora to poslušnosti vere sprejeti. Danes se velikokrat sliši Kristus ja, papež Frančišek ne. Kristus ja, škofi ne. Kristus ja, cerkev ne. In pazite, prihajamo k srčiki nauka, k srčiki, kar želim povedati. Kdor ne izpolnjuje in ne upošteva nauka, ki so ga tekom zgodovine razglasili na koncilih in o verskih resnicah, brez pomena izgovarja besede, veroizpovedi, kakor pravimo, verujem v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. In ni katoliški kristjan tisti. Katoličan je tisti, ki priznava prvenstveno oblast rimskemu škofu, papežu, ki je temelj edinosti in občestvu zboru škofov z njim, ter nauku, ki ga učijo. Preprosto povedano z besedami svetega Ambroža, ubi Petrus, ibi Eklezija, kar pomeni, papež je vez edinosti in če kdo ni v edinosti z njim, ni v edinosti s cerkvijo. Je zunaj cerkve. In če stopnjujem, nekateri ljudje danes verski nauk, ki je bil razglašen na koncilih, ne upoštevajo zaradi osebnosti papeža ali škofov. Potrebno je ločiti med naukom, ki je bil razglašen na koncilih in ga sprejeti s poslušnostjo vere, kot sem že povedal, ker nam gre preko papeža škofov, govori Kristus, Bog. In moramo ločiti med človeško osebnostjo pastirjev, ki se trudijo v današnjem svetu prinašati Kristusa, Boga in biti orodje v Božjih rokah. Skozi zgodovino cerkve so se našli ljudje, ki nikoli niso upoštevali vsega nauka, ko so bili razglašeni na koncilih ali sprejemali verskih resnic. Našli so se in so tudi danes taki, ko o zakrkljenosti njih srca govorijo proti cerkveni oblasti in ne sprejemajo določenega nauka, ki se je izoblikoval preko cerkve, preko cerkvene zgodovine. Rušijo avtoriteto papeštva, rušijo avtoriteto škofov, ter so nepokorni in neposlušni nauku. O takih spregovori zakonik cerkvenega prava in pravi takole: kdor javno zbuja mržnjo ali sovraštvo podrejenih proti apostolskemu sedežu ali ordinariju zaradi kakega dejanja cerkve, oblasti ali službe, ali podrejene poziva k nepokorščine do njiju, naj se kaznuje z interdiktom ali drugimi pravičnimi kaznimi. In kot salezjanec ne morem mimo našega osnovitelja, Don Boska, ko je ob ustanavljanju redovne družbe svetega Frančiška Saleškega, pravi nas salezjancev, naletel na mnoga neodobravanja turinskega škofa Gastaldija. Skozi celoten čas ustanavljanja družbe lahko zasledimo mnogo sporov s škofom. In kaj Don Bosko naredi? Nikoli ni naredil niti enega koraka stran od škofa ali da bi proti njemu kaj govoril. Tudi salezjancem vsem je povedal, da naj ne slišim nobene slabe stvari o škofu. In njegova vzgoja je bila vedno usmerjena na blago cerkve, kar pomenijo tudi tele besede. Ves trud je majhen, kadar gre za cerkev in papeštvo, je dejal. In v eni drugi misli,
Papeževa beseda mora biti za nas pravilo vsem in za vse. Naj nas to pomisel, da smo preko občestva škofov s papežem poslušni Kristusu, ki nas je svojo krvjo napravil za cerkev, in Bogu Očetu, ki nas je že od začetka izvolil za posvečenje in zveličanje. Spodbudi k razmišljanju, kakšen odnos imamo do Kristusovega namestnika in apostolskih naslednikov. In odgovor na začetno vprašanje, zakaj upoštevamo papeža in škofe? Ker preko njih upoštevamo Boga Očeta in smo mu poslušni. Tako. Začeli smo bi lahko rekli, za zelo pomembno službo v cerkvi. To je papeška služba, služba duhovnikov in škofov. Tukaj gre za posebne službe, ki so znotraj cerkve. Jaz se bom pa zdaj osredotočil bolj na laike. Verjetno bom poskušal vse to, kar smo danes poslušali, tudi mogoče osvetliti, zakaj je prišlo do raznih sprememb na Drugem Vatikanskem koncilu. Na začetku krščanstva, ki so zelo merodajni za vse čase, ker v zgodovini je nastalo marsikaj novega, tudi znotraj krščanstva. In ene stvari so bile zelo podobne temu, kar je učil Jezus Kristus. Druge stvari so se pa od tega nauka kar oddaljile. In zaradi tega tudi mi po tem obdobju, ki ga danes živimo, po 2000 letih krščanstva, smo znova začutili klic, da se moramo vrniti k koreninam, k Jezusu, k prvim učencem in potem tudi k prvim stoletjem krščanstva, ko krščanstvo še ni bilo obremenjeno z vso zgodovino in z vsemi problemi, ki so nastali v zgodovini. In se mi zdi, da je to zelo pomembno. Na začetku, kar se tiče laikov, ni bilo delitve kristjanov na duhovnike, škofe, papeža in laike, kar se je skozi stoletja zelo močno izoblikovali. Na eni strani so bili potem skozi stoletja krščanstva služabniki Svete cerkve, papež, škofe in duhovniki, ki jih imenujemo kleriki, in na drugi strani so bili potem velikokrat laiki. Skozi stoletja krščanstva, to bom zelo na hitro opisal, ker se bom pa bolj posvetil Drugemu Vatikanskem koncilu in bilo tako, da je skozi ta stoletja se je, po mojem prepričanju na žalost, izoblikovala cerkev, kjer je bila struktura, hierarhija bolj pomembna kot občestvo, ker so bile službe bolj pomembne kot skrivnost, duh cerkve. Mislim pa, da se morata te dve stvari hoditi druga ob drugi. Cerkev je skozi zgodovino izpadla velikokrat kot skupnost neenakih. Na eni strani so bili kleriki, škofe, papež in duhovniki, ki so ljudstvo učili, in na drugi strani so bili laiki, ki so poslušali razne navodila in jih potem tudi v svojem življenju izpolnjevali. Tudi skozi zgodovino se je izoblikovalo cerkveno pravo in če beremo na primer pravo, ki je bilo izoblikovano pred Drugim Vatikanskim koncilom, skoraj izključno govori o duhovnikih in škofih. O laikih govori kot o pravnih objektih in ne pravnih subjektih. Tudi kjer je bilo laikom omogočeno samostojno delovati, je cerkveno pravo določilo, da so tudi te dejavnosti, ki jih vodijo laiki, to so bile skozi zgodovino razne bratovščine, kongregacije in združenja, zelo odvisno od duhovščine, zelo odvisno od klera. Tako da se je skozi zgodovino skoraj izblikovalo, če ne zelo na glas, potiho pa zagotovo, cerkev je enako kler. In tudi danes, ko govorimo v naši družbi o cerkvi,
velikokrat, še vedno, avtomatično, zaradi tega, ker imamo tako zelo dolgo zgodovino, razmišljamo o duhovnikih, škofih in papežih. Pozabljamo pa na laike, ki so največji del cerkve, največja skupina cerkve. In drugi Vatikanski koncil se je najdalj časa ali pa najbolj globoko poglobil v vprašanje, kaj je to cerkev ali pa kdo je cerkev. In je poskušal odgovoriti na to vprašanje, da je cerkev najprej skrivnost, da je cerkev občestvo in da to občestvo združuje vse verujoče. Ne samo klerike ali pa hierarhijo, bom še to besedo uporabil. Cerkev ni samo hierarhija, struktura, institucija, ampak je skrivnostno Kristusovo telo. Drugi Vatikanski koncil je zelo rad uporabljal besedo za cerkev Božje ljudstvo. To se pravi Božje ljudstvo, katerega ime je izbral oziroma vzel iz Svetega pisma. In prav drugi Vatikanski koncil je določil oziroma obudil zopet to prvotno misel, da je veliko več stvari, kar kristjane oziroma verujoče znotraj cerkve povezuje, kot tiste, ki jih delijo. Cerkev niso službe, niso funkcije, ampak občestvo. Del cerkve so tudi službe, je tudi struktura, je tudi ureditev, ampak ne zgolj samo to. In kar se mi zdi ključnega pomena in kar prej ni bilo tako v ospredju, je to, da imajo laiki, kot sem rekel, kot največja skupnost ali pa največja skupina znotraj cerkve, imajo svoj lasten apostolat. Prav tako reče drugi Vatikanski koncil, lastni apostolat. Ne apostolat, ki je odvisen od hierarhije, ampak svoje lastno poslanstvo, svoj lasten način, s katerim pomagajo, bi lahko rekli, Kristusu soodreševati čas, v katerem živimo. Zato bi rekel, da je drugi Vatikanski koncil spoznal, da je potrebno laike izobraziti. Šele od drugega Vatikanskega koncila so teološke fakultete tudi odprle prostor, naprimer za laike, da se lahko tudi laiki izobražujejo, ker so ugotovili, da je bil mogoče razkorak med kleriki in laiki, tudi zaradi tega, ker laiki o teologiji in teoloških vedah niso bili poučeni. In kar se mi zdi tudi zelo pomembno je to, da je bila ideja cerkve na drugem Vatikanskem koncilu naslednja, da laiki in kleriki niso med seboj ločeni, ampak so povabljeni, da zopet začnejo tvoriti občestvo, skupnost, da smo drug od drugega odvisni. Tako kleriki, hierarhija brez Božjega ljudstva ne more ničesar in tudi laiki brez teh služb, ki jih je ustanovil Jezus Kristus, ki je tudi pred Tomaži lepo povedal, kako je to nastalo, ne morejo sami ničesar. Tako da je zopet prišlo iz te delitve, zopet do enega občestva, do medsebojnega zaupanja in prav zaradi tega smo slišali, da je šel drugi Vatikanski koncil tudi naproti vernikom, laikom, naproti s tem, da jim je omogočil sodelovanje pri liturgiji v domačem jeziku, jim je omogočil, da dejavno sodelujejo pri petju, svojo ustvarjalnostjo, lepoto in tako naprej. Zaradi tega, ker je bila res v tisti skrajnosti, se mi zdi, je med liturgijo prav zasijal, med liturgijo in tudi v cerkvi prav prepad. Prepad med laiki
in prepad med klerom. Zelo lepo se mi je zdelo letos v preteklih letih, naprimer, ko je bila sinoda o mladih. 2018 je potekala v Vatikanu sinoda o mladih, takrat smo veliko razmišljali, nažalost, tistih idej. Nismo mogli še veliko uresničiti v naši pastorali, mogoče tudi zaradi tega problema koronavirusa, ko je bila v tem času pastorala zelo onemogočena. Ampak meni je bilo osebno zelo lepo, da je na sinodo o mladih papež Frančišek povabil tudi mlade. Sicer na zaključnih zasedanjih niso glasovali o raznih členih, ampak so lahko dejavno sodelovali z razpravami, z mnenji, z raziskavami. In bilo je na teh srečanju 50 mladih, približno 50 mladih, mlajših od 30 let. Od tega je bilo približno 30 katolikov, pa nekaj drugih. Ampak vse to podlago za to sodelovanje, naprimer zdaj na sinodi mladih, se je začelo med drugim Vatikanskim koncilom. Drugi Vatikanski koncil je tudi že vključil laike, nikoli niso mogli za kakšne stvari glasovati, lahko pa so že razpravljali, lahko je bil že njihov glas slišen. Pavel VI, bom rekel tako, kar drzno trditev, za tisti čas je bila to zelo drzna stvar, kar je za nas kar logično, ker živimo v tem času, ampak Pavel VI si je celo upal, da je na zadnja dva srečanja oziroma zasedanja koncila povabil tudi ženske. Na koncilu, prvič v zgodovini, so na koncilu, vsaj da bi tako vedel, sodelovali tudi ženske. 33 žensk, od tega, če se ne motim, 13 redovnic, druge so bile pa laikinje. In potem Pavel VI je leta 1970 prvič v zgodovini za cerkveni učiteljici razglasil dve ženski, sveto Katarino Siensko in sveto Terezijo Avelsko. Prvič v zgodovini dve svetnici postaneta cerkveni učiteljici. In kot je bilo že rečeno, ta drugi Vatikanski koncil je sad Svetega Duha. Je sad ne samo naše človeške, ne samo sad družbenih sprememb, ampak je tudi sad Svetega Duha. Sad navdiha, ki nam ga daje Bog. Tako da mislim, da so po drugem Vatikanskem koncilu v cerkvi dobili večjo težo, večji pomen prav laiki. S tem pa duhovniki, škofje, kleriki, škofje, papež in duhovniki, s tem nismo izgubili svoje vloge, ampak smo se vrnili, in s tem končujem, na tisto prvo izhodišče, ki nam ga je dal Jezus Kristus, ko se duhovniki oziroma kleriki in laiki med seboj še niso tako močno ločevali. Za na konec bi rekel samo še to, Benedikt XVI je v knjigi Novi posegi duha razmišljal o tem, da papež potrebuje laike in da laiki potrebujejo papeža. In ko da pride do sodelovanja med laiki in papežem, pride dobesedno, se uresničuje simfonija cerkvenega življenja. In vračamo se nazaj, pravi papež, v apostolski čas, kjer je bila ta simfonija nekaj popolnoma običajnega. In samo za ilustracijo bi povedal še to. Po drugem Vatikanskem koncilu je znotraj Slovenije nastalo ogromno laiških združenj, ki imajo znotraj naše slovenske cerkve pomembno poslanstvo. Vam lahko samo nekaj naštejem, ampak ta seznam še zmeraj je res dolg. Naprimer, Društvo Družinski center Betanija, Gibanje za življenje, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Društvo mladinskih ceh, Gibanje Pot, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Skupnost katoliške mladine, Društvo slovenski katoliški izobraženci, Frančiškovi otroci in mladina, Krščansko bratstvo bolnikov invalidov, Marino delo, Mladinsko društvo Heres, Salezijanci sotrudniki,
Prenova v duhu, skupnost Emanuel, Slovenska Karitas, Slovensko biblično gibanje, Zakonci za Kristusa, Zavod Živim, Združenje animatorjev oratorija, Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov, Združenje slovenskih katoliških zdravnikov, Združenje slovenskih poslovnikov in tako naprej in tako naprej. Kakšno bogatstvo so laiki prinesli cerkvi samo v teh letih od drugega Vatikanskega koncila. In kako bi bila naša cerkev okrnjena, če teh stvari ne bi bilo. In če ponovim misel Benedikta XVI, to je sad Svetega Duha. In če tudi laiki na drugačen, malo drugačen način živijo svojo vero, kakor smo bili navajeni prej v stoletjih klerikalizma, se mi zdi, da je to bogatstvo. In zaključil bom s to mislijo, ki jo je, na katero pa nas opozarja papež Frančišek. Papež Frančišek je rekel, da je ena najbolj perverznih stvari na tem svetu klerikalizem. Klerikalizem. To so, on pravi, vzvišeni duhovniki, ki umetno vzdržujejo distanco med občestvom, med verniki in kleriki. In sveti Frančišek uporablja za ta način tudi zelo trde besede. Pravi tako: kleriki se počutijo vzvišene in se oddaljujejo od ljudi. Nimajo časa prisluhniti neubogim, trpečim jetnikom in bolnikom. Zlo klerikalizma je nekaj zelo grdega. In pravi, tudi danes Jezus vsem nam in tistim, ki jih je zapeljeval klerikalizem, pravi: grešniki in prostitutke pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Klerikalni pa niso samo duhovniki, klerikalni so lahko tudi laiki, ko mislijo, da morajo vse stvari narediti duhovniki, ko svojo odgovornost prelagajo na duhovnike, ko ne želijo prevzeti odgovornosti za tisti apostolat, v katerega so poklicani, za tisto karizmo, za katero jo navdihuje Bog. Tako da klerikalizem ni samo zlo duhovnikov, je pa res, da se vanga duhovniki lažje ujamemo, ampak tudi laikov. In zato želim res, da bi ta prepad med laiki in kleriki dokončno premagali. K temu nas vabi drugi Vatikanski koncil. Sedaj pa bomo imeli še kratko molitev, zato da prav z Bogom, Svetim Duhom, ki nas razsvetljuje, ki nas vodi, ki nam vliva pogum, ljubezen, spoštovanje, tudi zaključimo to naše skupno srečanje. Večkrat smo se vprašali, česa cerkev najbolj potrebuje, česa najbolj potrebuje naša ljubljena cerkev, česa? Skoraj boleče in ponižno moramo odgovoriti, saj je tisti, ki ga imamo v mislih, njena skrivnost in njeno življenje. Vemo, česa potrebuje. Duha, Svetega Duha, njenega oživljevalca in posvečevalca, Božjega Duha, vetra njenih jader, počela njene edinosti, njenega notranjega vira luči in moči, njene opore, njenega tolažnika, izvira karizem in pesmi, izvira miru in veselja, poroštvo in začetka blaženega in večnega življenja. Cerkev potrebuje stalnih binkošti, potrebuje ognja v srcu, besed na ustnicah, preroštva v pogledu. Cerkev je tempelj Svetega Duha, ki naj bo popolnoma čist in poln notranjega življenja. V sebi mora cerkev slišati glas, ki se dviga iz globine njene notranjosti, glas, ki je kakor jok, poezija, molitev, hvalnica, roteči glas Svetega Duha. Ta glas, pravi sveti Pavel, namesto nas in v nas ter za nas moli z nedopovedljivim vzdihovanjem, razlaga in posreduje, ko se obračamo k Bogu, saj sami ne najdemo pravega načina nepravih besed. Cerkev mora ponovno živeti, hrepenenje, okus in gotovost njegove resnice.
v zbrani tišini poslušati, z učljivo razpoložljivostjo slediti glasu, notranjemu govoru duha, ki nas uči in uvaja vso resnico. In še mora cerkev začutiti v vseh njenih človeških sposobnostih pretakanje ljubezni, zastonske ljubezni, ki je bila vlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Tako mora cerkev, prežeta z vero, doživeti novo spodbudo za delovanje, za dejavno izražanje prav te ljubezni, še več, njeno priganjanje, vnemo, njeno nujno spodbudo za pričevanje in apostolat. Ljudje, slišite, česa potrebuje cerkev? Potrebuje Svetega Duha. Svetega Duha v nas, v vsakem od nas in v nas vseh, v nas kot cerkvi. Glejte, njega potrebuje danes cerkev. Kličete torej vsi in neprestano, pridi Sveti Duh. To molitev je zapisal sveti papež Pavel VI, ki je tudi zaključil drugi Vatikanski koncil. A če v tem ljubezni ni, je vse to zaman. Lebrom prdnicem ljubiti ne znam. Naj tvoja ljubezen, Gospod, me prerodi. Naj tvoja pomoč v življenju me krepi. Naj žarek mi tvoj pot kaže v temi. Ti moja si moč in luč v temi, ti pesem si mojih dni. Ko bi razdajal vse, kar premorem sam, in bi govoril življenje svoje dam. A če v tem ljubezni ni, je vse to zaman. Lebrom vrnecem ljubiti ne znam. Naj tvoja ljubezen, Gospod, me prerodi. Naj tvoja pomoč v življenju me krepi. Naj žarek mi tvoj pot kaže v temi. Ti moja si moč in luč v temi, ti pesem si mojih dni. Molitev za duhovne poklice. Jezus, dobri pastir, vedno hodi z nami. Hočeš, da imamo pred seboj cilje, za katere se je vredno boriti. Hočeš, da odkrijemo, da je vsak izmed nas poklican za nekaj velikega, kar zagotavlja osebno srečo in dobro ljudi okoli nas. Varuješ nas, da nam srce ne bi utopelo zaradi težav in porazov. Sveti Duh nas opogumlja, da zna vsak odkriti poklic, ga sprejeti in živeti. Naše prizadevanja napolni s ponižnostjo in velikodušnostjo, da bomo gradili cerkev, v kateri bo vsak lahko živel to, za kar je poklican. Naj s tvojo pomočjo oblikujemo svet, v katerem bo dovolj svetosti in predanih duhovnih poklicev. Amen. Tako, s to molitvijo zaključujemo letošnja srečanja z Bogom.
Hvala vsem, ki ste nas spremljali tudi preko teh tehničnih naprav in smo lahko tudi na tak virtualen način gradili skupnost. Srčno upam, da se v naslednjem akademskem oziroma šolskem letu v mesecu oktobru pa srečamo tukaj na Rakovniku v živo. Želim vam vse dobro, veliko Božjega blagoslova, pa veliko rajže pa vsem šolarjem, da dobro zaključite šolsko leto in vsem študentom veliko uspeha pri vaših izpitih. Lepe počitnice potem vsem. Srečno!